Dober dan. Lep pozdrav. Dajva začeti pri nepričakovanem dogodku v državnem zboru, namreč državni zbor je razpravljal o pobudi, da bi ljudje, ki so iz drugega in tretjega, oziroma otroci, ki so iz drugega in tretjega najsiromašnejšega sloja prebivalstva v Sloveniji, dohodkovnega razreda, bili upravičeni do brezplačnega toplega obroka v šoli. Do zdaj je vladajoča koalicija pa vlada to pobudo Združene levice zavračala. Včeraj, to pravi v torek, prišlo do preobrata, ko te pobude niso povsem zavrnili, se vrača v parlamentarne odbore, kjer bodo o tem še razpravljali, kar pomeni pod črto, da pobuda ni vržena stran, pač ostaja v parlamentarni proceduri. Jaz v tem vidim nek tak premik te vladajoče koalicije, da se vendarle začne zavedati tudi socialne situacije. Ti si se pogovarjal z enim od pobudnikov oziroma s kritikom sedanje ureditve. Intervju bil objavljen, mislim, 2-3 tedne nazaj z gospodom Jakupovičem. Ja, saj to so že obravnavala tudi prejšnjič in se mi zdi, da se je pač zgodila zdaj javnost. Zgodila se je javnost, zaradi tega, ker nekaj je onkraj vsakega dvoma, ko bo pač javnost ali pa celotna slovenska populacija obveščena, zakaj v resnici gre, pa kje je prava dilema, potem politiki ne bo ostalo drugega, kot da popusti. Ker do zdaj tako, veš, da je problem zgledal periferen, pa ni. Periferen glede na to, kam se je kvalificiral tudi v medijskih odzivih nazadnje. Ja, ta zadeva gre zdaj, kako že rečejo, viralno. Viralno oziroma midva, ki sva malo bolj staromodna, bi rekla snežna kepa in plas. Tako je. Zakaj bi ti že bil staromoden, čisto dobro, ne vem. S letom primerno sem staromoden. To je zdaj napačen pogled na starost. Kaj pa je pravi pogled na starost? Pravi pogled na starost je, da si vitalen od drugih parametrov, ne pa od starosti celic. Logično. To bo enkrat še razčlenila. Ja, bo, ne? Ja, mislim, to vseeno pomeni, da neke pobude, ki prihajajo od spodaj, imajo možnost celo uspeti. Gre za nekaj, kar na prvi pogled, kot si rekel, je obstransko vprašanje, je marginalna tema, na drugi strani seže pa pravzaprav v jedro ustavnosti slovenske države, ker veš, v ideologiji, ki smo jo zdaj privzeli tako, veš, kot samoumevno, veliko se je varčevalo, treba je bilo ne vem kaj vse uskladiti, da bo država spet postala solventna in tako naprej. Reševali smo banke, se pravi kapital se je prehladil, smo mu mogli dati čajčka skuhati in vse te zadeve ga odekti. Antibiotike, vse to. Ta besednjak nam je zlezel pod kožo. Izpod kože nam je pa ušlo na prosto samo osnovno dejstvo, da mi imamo neko ustavo in da imamo neke humanistične pridobitve, ki pa se v bistvu preverijo, začnejo in končajo na otrocih. Se pravi, ko enkrat otroci nimajo več dobro, patetično rečeno, ko nimajo več za jesti. V Sloveniji vsi vemo, da to ni res. Ampak, kako jedo, kako kvalitetno jedo in ali še zdravo jedo, to pa je bistveno vprašanje. In recimo to, da si v šoli ne morejo privoščiti plačati 60 evrov na mesec za otroka določene družine, je pa dejstvo. Za topli obrok. Za topli obrok govorimo zdaj. Topli obrok je pa bistvenega pomena predvsem zato, ker s tem otroku omogočamo zdravje, omogočamo pa tudi enakost v možnostih in to je prava tema. Enakost v možnostih pomeni to, da tam, kjer vendarle ustava mora funkcionirati pač v tem, da izenači pogoje, ne glede, kot ustava pravi, na gmotno stanje, na gmotni položaj človeka. In če ti lahko staršu, komorkoli od nas, očita, kdorkoli očita, da bi lahko življenje zasukal tako ali pa drugače, da ne bi imel tako malo denarja, ali pa da ne bi tako reven, ali pa da ne bi to ali pa ono, je lahko debata sporna, lahko ni sporna, je možna. Pri otrocih pač ni možna. Pri otroku ni možno očitati, da nima denarja za malico, je tako. In če mu ga zato starš ne da, otrok ni nič kriv.
Ali pa če mu ga ne more dati, bolj rečeno. Ne? Otrok ni nič kriv. In zdaj, če bi bil to samo posamezen ekscesni pojav, tako kot v bogatih družbah to je, potem to ne bi bilo sistemsko vprašanje in tudi ne bi bilo vredno sistemske obravnave. Ne? V analizi, ki jo je pa naredila Petka za nasmeh, pa gospod Jakopovič, v intervjuju smo se o tem pač pogovarjali, ne? Milan, se je pa izkazalo, da gre za populacijo, ne? 50.000 otrok, ki segajo tja do 3. dohodkovnega razreda. Prvi dohodkovni razred je pokrit, tega država podpre. To se pravi do 180 evrov dohodka po glavi, na 181 evrov, pa ne več. Ne? So tudi zdaj take alienacije, na katere se nekateri sklicujejo, da največ subvencij od države, od dokladov in podobnih stvari dobivajo otroci najbolj bogatih. Ne? Zato je to neka sistemska alienacija. Ampak potem je treba zakonodajo tako urediti, da polovijo tiste, ki prikazujejo, da denarja nimajo, v resnici imajo pa premoženje. Potem je treba toliko bolj marljivo delati na tem, da se sistem pravično uravnoteži, ne pa na teh izjemah, ki so dejansko degutantne, ki so absolutno nagnusne, če hočeš. Ne. Ljudje imajo premoženje in denarja, ne, drugi pa opazujejo, kako jim država plačuje subvencije. Ne. To ne gre skupaj. Ne. Ja. Ampak na tem ne moreš zgraditi enotnega mnenja o vsem. Ne. Ja. Še na en zemljevid bi opozoril, ne, ki je objavljen v današnjem, se pravi v sredinem delu. Ja. Že dan poprej pa je bila tema odprta, namreč podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekdanji IVZ, ne, kažejo zdravstveno sliko prebivalstva Republike Slovenije. Ne, nekih 30 kriterijev so uporabili, ne, od pričakovane življenjske dobe do ne vem česa vsega. Ne. Iz tega zemljevida se dost jasno vidi, ne, da tam, kjer biva, pa morda uporabljam preveč doneče besede, ne, ampak tam, kjer biva vladajoči razred, ja, je zdravstvena slika občutno boljša kot na periferiji, kjer biva agrarni proletariat oziroma sloji, ki so družbeno deprivilegirani. Kar pomeni, ne, veš, da v časopisu piše, da tam, kjer so občine premožnejše. Ne? Tam, kjer so občine premožnejše, ampak zdaj, veš, občina ni premožna, ne, premožni so ljudje, ki tam živijo. Ne. Zdaj, to dejansko pomeni, da problem ni rešen sistemsko, ampak je v spremenljivkah. Te spremenljivke, ne, gredo pa v participativni smeri, da bogati dobijo več, revni manj. Ne. Mislim, prvič to, drugič bogati si lahko, a veš, kupijo trenerja za telovadbo, ne, si lahko kupijo svežo zelenjavo, ja, ne, si lahko kupijo stvari, ki pač omogočajo, posplošeno rečeno, boljše zdravje. Ne. In je od socialnega statusa posameznika zelo odvisno, kakšno bo njegovo zdravstveno stanje. Ne. Ti zemljevidi, ne, ja, iz katerih se da razbrati, ne, veš, kje je koncentrirano nacionalno bogatstvo, kje je pa periferija, dosti jasno kažejo, ne, da je zdravstvena slika prebivalstva funkcija v resnici njihovega socialnega statusa. Ja, in to je rahlo v nasprotju z duhom ustave. Ne, se pravi, jaz pa mislim, da čist. Ja, no, vse to je. Zdravje je vse, ne, veš, posebna ustavna kategorija, ne, nimamo tukaj samo ustavne kategorije socialne države, ja, fino, da jo imamo, ne, ampak tudi zdravje, ne, je ustavna kategorija, ne, in zaradi tega, ne, so ti zemljevidi, ki pa seveda potrebujejo zelo natančno usmerjena pod vprašanja, veš, ki se pa tičejo slojevske strukture te družbe ali pa razredne strukture te družbe. Ne. Ko bodo ta vprašanja postavljena, je že malo preverjam, ne, če se da te odgovore tudi dobiti, ne, bo tukaj še kakšen dodaten odgovor,
ki bo bolj zaskrbljujoč, kot je sam zemljevid. Veš, ljudje se ne zavedajo nečesa, ne, povsod, v vseh okoljih, tudi v našem okolju, neposrednem delovnem. Ne. Ljudje se ne zavedajo nečesa, da je bitka za tiste, ki ne morejo, za tiste, ki so mali, ne, ki so ali stari ali pa otroci in tako naprej, ne, ki se vsi radi izognejo. Radi se pa izognejo zaradi tega, ker se njih ne tiče, saj mislijo, da se jih ne. Ampak v končni fazi, ko enkrat poraziš otroke, reveže in stare ljudi, ne, tiste, ki res ne morejo, ne, je to samo vstopnica v to, da boš na koncu ti poražen. O tem ni nobenega dvoma. Ne. In naša družba dejansko je zadnje in ključno vprašanje za toplimi obroki, saj jaz tako vidim, je vprašanje, kakšno družbo sploh hočemo. To je tudi Jakopovič povedal. Ne. Kakšno družbo mi v resnici hočemo? Mi hočemo družbo, v kateri se bomo prerekali na toplih obrokih, ali hočemo družbo domnevno uspešnih, to se pravi darvinistično naravnanih, govorim darvinistično pač v negativnem pomenu besede, v smislu, čeprav Darwin, to sploh ni Darwin, ne, Darwin ni... Tako kot Darwina razumemo v neki stripovski pejorativni, verziji. tako ja, v stripovski verziji, ne, da bo bolj sposoben, manj sposobnega preprosto pohodu po vozu in nadvladal, ne, ali pa Leviatan od Hobbesa boj vsakogar zoper vse. Vsi sistemi, vsi družbe, ki vzpostavljajo boj vsakogar zoper vse, zato da bi preživeli močnejši, bodo na koncu propadli iz preprostega razloga, ker sproščajo negativne namesto pozitivnih energij, zlasti v humanističnih konotacijah. Ne. Naša družba mora biti narejena pač na ta način, da je družba, ki goji pač temeljne humanistične vrednote, sicer ne vem, zakaj se sploh gremo. Saj jaz slovenske države ne razumem samo kot neke tvorbe, ki bi administrirala moje življenje, ampak jo razumem tudi kot udejanje neke osebne suverenosti. Osebne, ne samo nacionalne. Nekaj mi razloži, pri latinščini sem jaz malo sem manjkal. Ja, kdo pa ni? Ja, jaz sem celo hodil, ampak sem tako. Ja. Govoriš o humanizmu, ne? Ja. Nacionalna skupnost se pa zanaša na humanitarnost. Kaj je tle narobe? Z istim korenom se cepi, ampak dejansko gremo še priti do temeljnega korena vrednote, v katerem je individuum, ne, kot človek, kot posameznik, ne, izhodišče, ne pa ideologija ali pa recimo v našem primeru tokrat kapital. Ne. Kapital je postal človek, kapital je postal subjekt, ne. Kapital je postal osebek, ki hodi in ki se ga časti in ki se ga boji in tako naprej. Ne. Človek ni več v središču in ta pač ideologija je po mojem mnenju v nekih boljših boljših sredinah v zatonu, oziroma se ukvarjajo s tem, da je v zatonu, ne, pa nas pa jo pa grabimo, kot da bi se rodila šele. Ne. Jaz imam ta vtis, veš, ne, da tako, ne, v razmerju med humanizmom pa humanitarnostjo, ne, Ja. da smo rekli, pa dobro, ne, dajmo malo popustiti pri standardih humanizma, ne, potem bodo pa humanitarne organizacije kot neki rešilci vozili tam, kjer standardi humanizma nismo uspeli, ne, pa bodo potem humanitarne organizacije reševali tisto, kar ni uspel na ravni humanizma skupnosti kot celote. To je tragedija in goljufija neoliberalnih družb in neoliberalnih sredin. Ne. A veš, v najbolj obsceni ali pa obskurni varianti v angleščini se reče help me to help you. Se pravi, daj mi pomagaj obogateti zato, da bom jaz tebi lahko dal nazaj kruha. Ne? Veš. Ja. Se pravi, tisto, kar razodevajo topli obroki v enačici lačnih otrok, ne, je natanko to, da ne gre za humanitarno dejavnost na ta način, ampak gre za humanistični refleks na to, ali bomo otrokom zagotovili enakost v možnostih. In ko bodo te možnosti ponujene sistemsko, takrat bomo lahko šele rekli, da je eden zamočil ali pa da ni zamočil, da je eden upravičil ali pa da nekdo ni upravičil, ampak te možnosti morajo biti v izhodišču zagotovljene. In zato so v bistvu, to je ravno tisto, kar so prejšnji teden debatirali na primeru naše slovenske cerkve, ne, ki hoče imeti najprej vse gozdove, zato da potem čez svojo roko nazaj v seveda bistveno olupljeni obliki prodaja dobrodelnost. Ne. Se pravi, da si kupuje možnost za to, da bodo ljudje jedli iz njene roke. To pa je ideološka pozicija. Ne. Medtem ko je humanistična pozicija pač ta, da zagotoviš družbo, v kateri bodo zagotovljene enakosti v osnovni možnosti, pri katerem nikomur ne bo treba sebe ponižati za to, da bo jedel. Ne.
ali pa da bo mogel priti v položaj, ko bo od nekoga mogel sprejemati in ta nekdo, ki daje, se bo počutil superiornega. Ne? Za to gre. To so ti osnovni parametri. In ta vidik temeljnega dostojanstva je spregledan vidik humanizma, ker mi smo v nekem privilegirani dediči zgodovine, v katerem je vendar človeško dostojanstvo na individualni ravni že prišlo na prizorišče zgodovine kot standard. Ne? Žal ga izgubljamo, ne? Žal ga že izgubljamo. Ne? Kje smo ga izgubili? Izgubili smo ga pač po letu 90, ko je padel Berlinski zid in se je nam je Stalinovega duha napihnil kapital. Ne? To se mi zdi bilo ključno. Ne? Govoriš o Republiki Sloveniji? Govorimo o celotnem svetu. V Republiki Sloveniji smo pa samo sledili tem trendom. In pa seveda potem pa, to je pa treba izrecno povedati, je bila pa spet nova, se pravi 2-3 valovi nove privatizacije, ki se, kot ti boš bolj vedel kot jaz, ker si sociolog, ne, imenuje nova prvotna akumulacija. Ne. Veš, mi smo dobili novo prvotno akumulacijo, ki je že nekoč bila obsojena je bila pa v vihrah druge svetovne vojne. Ne. Po prvi svetovni vojni so se vzpostavile razmere, ki so vodili v drugo svetovno vojno, v drugi svetovni vojni in po njej so bili v bistvu ti standardi nekako obsojeni. Postavile so se nova komunistična izhodišča, ki so vzdržali do padca Berlinskega zidu. Zdaj smo pa spet prišli do nove prvotne akumulacije in to, ne, kar se dogaja na simbolni ravni s temi gozdovi, to so prejšnji teden pač obravnavala, je več kot samo lastninski prepir. Ne. Tukaj gre tudi za neka temeljna družbena izhodišča, ki pa jih, veš, in tukaj pa ne glede, mislim, treba je prvo povedati, da je treba zadržati eno temeljno spoštovanje do religije in vere, ne? Zato da ne bo nesporazumov, da gre za kakršnokoli obračunavanje. Ne? Ampak pred lastninskimi aspiracijami fevdalnega tipa in simbolnega zavojevanja določenih, ne vem, socialnih sredin, pa ne smemo položiti orožja. To pa nikakor ne. Pod nobenim pogojem. Vse je pa tukaj, ne, veš, neka ustavna vrednota zavarovanja lastnine. Ne? Veš, zaradi te vrednote zavarovanja lastnine, ne, je pred desetletjem in 3/4 ne, padla pobuda, da bi o gozdovih odločali na referendumu. Se temeljno vprašanje vseh revolucij je bilo, čigavo je to in to. Ne? Ali je lahko recimo od Švice pa do Dubrovnika ali do kamorkoli že, ne, vse ozemlje last ene habsburške družine. To je temeljno vprašanje. Zato so padali režimi, zato so padale monarhije. Ne? Ali je lahko danes recimo konkretno 99% vseh dobrin pripada 1% ljudi. To so temeljno vprašanje. Se pravi, pravna država in varovanje lastnine, a ne? Veš, zdaj, pravna država je izredno dobra v kontekstu modernih humanističnih ustav. Sicer ne, je mu pa pravna država tudi Adolf. Ne. Dejansko je on po zakonih zaplinil ljudi v Dachavu in tako naprej. Ja. On je najprej zakone sprejel, potem je pa pravno državo ščitil. Ne. Skratka, in seveda zdaj, če ustavno sodišče pripoznava recimo ali pa sodišča pripoznavajo po zakonu o denacionalizaciji, je seveda to vse res, ne? Ampak nič mu pa ne brani, državi ne brani tega, da pa določi določene teritorije, ki pa preprosto ne more biti v zasebni lasti, preprosto zato, ker so recimo konkretno na Pokljuki Mokrišča, ne? Ali pa tista Močvirje in tako naprej, ne? Jih varuje različne konvencije. Ne? Govorimo o biotski raznovrstnosti, o Natura 2000 in tako naprej. Ne? In seveda, da bi pa iz tega zdaj nekdo naredil biznis, da zato, ker država zaradi višjih ciljev prepove gospodarjenje z lesom na tem območju, potem ta lastnik toži državo za umanjkanje profita. To pa je perverzno. Tam pa država, jaz mislim, bi morala poseči po instrumentih, kot so že zadnjič rekla, ima dve možnosti. Ena možnost je preprosto, da razlasti, ne? Druga možnost je pa preprosto to, da postavi takega lastnika pred dejstvo in reče v redu. Če ti pri tem ne boš sodeloval, mi pri vseh drugih vprašanjih ne bomo sodelovali. In cerkev bi jo zelo glava bolela, če država ne bi sodelovala pri mnogih drugih zadevah, ne? Lastninskih govorim, ker dobivajo subvencije, ker prispevajo k kulturnemu, to so razne obnove objektov, pa konec koncev prispevajo kulturna dediščina in tako naprej. Ker kar naenkrat je pa to nacionalna kulturna dediščina. V redu, potem pa vzemimo tudi Mokrišče kot nacionalno kulturno dediščino, ne? Naravno dediščino. Kot naravno, seveda, in kulturno, zaradi tega, ker mi čez to definiramo kulturo, ne? Mislim, govorim naravno kulturo. Ja. Kultura narave, če hočeš, ali karkoli že, ne?
Tako da, dobro, ampak to so zadnjič že obdelala in verjetno bo še treba obdelati, ne, ker tukaj ne gre za to, da se v temelji zanika celoten zakon, ampak treba je pa enostavno dragulje, simbole in dragulje izvzeti iz tega in jih preprosto pokloniti narodu ali pa državi, ne, v smislu naciji. Ne. Ampak ne morem si pa kaj, da ne bi izkoristil te prilike, ker sem še zdaj rahlo pretresen. Ta teden sem bil na tiskovni konferenci od gospe žene Tonija Merlaka, zraven je bil tudi Pilota helikopterja sestreljenega nad Rožno dolino Ljubljana. Gazele in zraven je bil tudi Matevž Krivic, znani pravnik, ki je znan po tem, da zelo sodeluje z ljudmi, ki nimajo moči, ne, pa imajo prav. Tam je bila Draga Potočnjak, pa Matej Šurc in tako. In veš, zdaj se je gospa odločila, da po 20 letih bo nehala iskati pravico na sodiščih. Tak vtis sem imel. Ne. Dajva pojasniti, ne, se pravi, Toni Merljak je pilot, ki je v času slovenskega osamosvajanja delal za teritorialno obrambo, četudi ne, je nekoč na začetku svoje pilotske kariere postal častnik jugoslovanske vojske. Ja. In je bil v prvih dneh vojne sestreljen nad Ljubljano, nad Rožno dolino. Tako je. Ukaz je dal Tone Krkovič. Krkovič je to naredil v tisti knjigi Skrito povelje, je to na široko dokazano. Skratka, to se je zgodilo brez prave potrebe in Gazela ni bila oborožena in vedelo se tudi je, ne, da pilot Merljak sodeluje s teritorialno obrambo in se je že dogovoril za tedaj z Zeljkom Kacilom, da bo v bistvu celo floto poskušal prepeljati na slovensko stran. In vendar so ga sestrelili in kalvarija se je začela pa takrat, ko je žena, vdova z otroci pravzaprav obvisela v javnem mnenju kot sorodnica izdajalca, ne, kot agresorja in tako naprej. Ne. In potem je iskala 20 let pravico in so ji neformalno pač vsi priznali, da je to res, da je tako, so tudi formalno uredili potem te pokojnine, skratka te zadeve, ne, kar je edino pravilno, ampak nikoli pa se niso niti opravičili, niti povedali, da je bilo narobe, niti da so se zmotili, niti nič. Ne. V bistvu so samo to moralno zadostitev ves čas iskali. Ne. In sodišče je zdaj na koncu, ko so prevzeli pregon, potem ko je Anton Krkovič povedal, da je bil on tisti, ki je izdal povelje, ne, je sodišče odstopilo od pregona oziroma je ugotovilo, da to dejanje ni pregonljivo in da ni bilo narobe narejeno, da je bilo, ne bom se spuščal v pravne podrobnosti. Ampak vidik, ki ga pa zasledujem, je pa ta, ne, kakšna tragedija neke družine. 20 let, ne, za nekaj, kar sploh ni bilo storjeno narobe. Ja, če so zdaj čisto natančno, to je 25 let je letos minilo tega. Ne? Ja, in 20 let išče pravico, ne, žena in otroci in tako naprej. In iz tega mesta treba zato sem rekel, pretresen sem zato, ker to povezujem zdaj s temeljnimi enakosti v možnostih. Ti otroci in ta gospa niso imeli nikoli v tej državi, ki je rasla, enakost v možnostih, zato ker je v bistvu poskušala dokazovati najbolj temeljno stvar, najbolj temeljno svojo lastno nedolžnost in pa nedolžnost moža, ki je v bistvu nič ni narobe naredil. Ne. In veš, Matevž Krivic je povedal eno dobro stvar, pravo gor, pravo dol, sodišče gor, sodišče dol, ampak ta država ni bila sposobna vrniti tem ljudem dostojanstvo. Na uraden način, na neuraden način ja, ampak na uraden način ni bila sposobna vrniti dostojanstvo, ni bila sposobna zaščititi resnice, ni bila sposobna ukrepati tam, kjer bi morala ukrepati, zbrav, ni bila sposobna zaščititi ustavnih vrednot. Vse do trenutka, ko je civilna družba, javnost in pa seveda Draga Potočnjak napisala knjigo, v kateri je v javnost prodrla resnica v vsej brutalnosti, v vsej identičnosti, v kateri je vsakomur lahko jasno, kaj je res in kaj ni res. Se pravi, zmagala je spet, veš, zmagala je resnica nad formo in pa institucijami države, ne, kar je narobe. Ne. Jaz mislim, da bi država morala biti sposobna tako stvar
Veš, to so marginalne male stvari malega človeka, ki pa na koncu postanejo nacionalno pomembne. Tako kot pri otrocih, na začetku si rekel. Ne? Na začetku je izgleda, da gre pri toplih obrokih za marginalno vprašanje. Ne? Danes se pa pogovarjamo o izhodiščih humanizma naše države in se sprašujemo, kaj ta država sploh hoče s svojimi državljani. Ne? Veš, to se pravi, ker resnica, pravica, pravičnost in tako naprej nimajo kvantitativnega določila. Ne? Ali je to eden, ali je marginalen, ali jih je več, ampak je princip tukaj pomemben. Eden je preveč. Tako je. In tukaj se je spet pokazalo, kako je bil eden preveč in kako so v bistvu potem vztrajni posamezniki iskali strmo, to se pravi Mrlakova žena, pa sestra njena, a ne, pa entuzijasti okrog, pa s pravno pomočjo Matevž Krivica, veš, da so v bistvu pokazali, da lahko človeški duh zmaga nad neko goljufijo zlorabo države ali pa uporabo države, ne, ker je povedala eno pretresljivo resnico. Se vse, kar bi bilo treba narediti takrat, ne, bi bilo reči, saj v vojni se marsikaj zgodi, tudi napake, naredili smo jo, opravičujemo se, pa bi bilo vse narejeno že v izhodišču. Ne, 25 let praktično najbolj vitalni del življenja je šel za to, ne, da se zdaj tam po nekem odboru 2014 arogantno rogajo iz usode otrok in žene, ki so izgubili svojega človeka. Veš, to hočem povedati, se mi zdi so prava razmišljanja ali pa pravi odtenki razmišljanja o tem, kakšno državo hočemo. Ja, hočemo kakšno? Ja, tako državo hočemo, da bodo neke humanistične oblike v njej kakorkoli najbolj možno zasedene. Ne? Zato gre. Ne? Imejmo to v mislih 1. novembra. Drži. Naslednji teden bom jaz manjkal. Prav. Hvala.